Dobro došli na Odsvirki podcast. Lepo pozdravljeni, Dober dragi dan. gostje. V 14. epizodi danes bomo spet naredili eno kratko igrico, pri kateri bomo pozdravili naše goste in bomo vsak povedali eno besedo. Lepo, Pozdravljeni, dragi naši, gostje, ki naju poslušate danes ob kavi. super, Florian. Fuck, dve besede sem rekel. No, naprej. No, tale ena igrica je sicer pripravljena še za obdelati, ker jaz še nisem bil dovolj priden in bomo en precej zabaven content objavila. Ampak to bo del nekoč. te epizode, verjetno, za začetek. Ne vem, bomo videli. Videla. Nehajmo blebetat in dajmo se kaj dobrega Izmenjavati pogoltcat. besed. Okay. Prejšnje epizode smo se pogovarjali o denarju. Drži. Današnjo epizodo pa bova posvetila nečemu, kar je zelo povezano z denarjem. In sicer, se že veš čemu? OnlyFans. Ja, tudi OnlyFans je Tudi OnlyFans. je del tega, o čemer bova govorila. Ekonomija. Ja, govorila bova o ekonomiji. Ali o tako zvani odštekonomiji. Tako zvani. Zakaj odštekonomiji? To je seveda ena knjiga, ki sem jo zbral, v angleški naslov je Freakonomics. In ta naslov je sam pač neka zabavna igra besed, ki bi naj upodobila to, da ekonomija niso samo številke, ampak da se da kaj smiselnih pa pač tudi za navadnega smrtnega koristnih uvidov potegnati iz nje. Kaj si ti predstavljaš pod izrazom ekonomija? Jaz drugač nekaj malega smo to tudi obravnavali na faksih. A ni neki na ta način, kak si najboljš razporediti spending oziroma kak najbolj, ne vem točno, kaj pomeni ekonomično, ampak zdaj bi uporabil besedo ekonomično, kak si zdaj ekonomično razporediti svoje finance oziroma na ta način, kak čim bolj efficiently uporabiti svoje finance. Ja, to je najbolj, oziroma kak najboljš izrabiti vire, nekaj takega imamo v glavi. To je, mislim, to bi bolj bil izraz, kaj je ekonomično. Je pa prav, kaj je pa ekonomija, je pa zdaj ful širok izraz, širok pojem, ko veliko stvari zajema, ne? Ampak v glavnem ljudje mislim, da si predstavljajo, ko omenimo ekonomijo, pač gospodarstvo, pa velikrat neke grafe ali pa neke takega številke. Ampak tako je en avtor fajn povedal, sveta si ne moramo razlagati samo številkami, prav tako pa ne samo z njimi. Mislih, besedah in dejanju. Ja, super. Proste. Mnogo dobrega odpustil. In dobrega sešteva. Ja, tako. In hočem povedati, da si ekonomijo predstavljamo kot neko tako abstraktno vedo, ampak da čist v grobem, pa če tako pomisliš, ekonomija je v bistvu veda o ljudeh. Ker je o tem, kako se mi vedemo kot potrošniki, kot kupci, kakve so te naše interakcije v gospodarstvu pa v menjavi. In si že čul za izraza, da imaš mikroekonomijo pa makroekonomijo. Ja. Zdaj verjetno si lahko malo predstavljaš, če je neki mikro, da se malo bolj na neke podrobnejše, makro pa bolj, no pač, če bi zelo poenostavil, če si predstavljaš gozd, mikroekonomija bi se osredotočala na posamezna drevesa pa odnose med njimi, makroekonomija pa na delovanje gozda kot celote. Ekosistema. Tako. Tako da makroekonomija bi na primer obravnavala inflacijo, BDP, zakaj ene države propadejo, zakaj ene ful zaslužijo, medtem ko mikroekonomija bolj potrošništvo, pa kak podjetja cene določajo, pa kak podjetja med sabo na nekem pač notranjem trgu tekmujejo, pa tak naprej. To je nek tak majhen uvod, ampak tukaj bomo pa zdaj se bolj osredotočili na to, kaj lahko pač mi kot posamezniki neke koristne uvide se naučimo iz ekonomije, in to sta dva ekonomista sta napisala to knjigo, ki sta se osredotočala na neke posebne primere v zgodovini, ki so malo nam dali zamisliti pa nas kaj pametnega naučili. In sicer v uvodu je bil podan en primer, da v Ameriki
V vodu te knjige? Tako. Okay. Da so v 90-ih pričakovali, da bo stopnja kriminala ful naraščala, ker je bil to prej trend, ne? Da je pač vedno več kriminala so imeli. In je kar naenkrat v bistvu ta kriminal proti pričakovanjem začel upadati, ne pa naraščati. In so to ful pripisovali dobri ekonomiji, nekim novim policijskim reformam, ampak na koncu to sploh ni bil resnično glavni vzrok, zakaj je do teh stvari prišel. In to je tudi en tak pokazatelj, da velikrat v ekonomiji ne moramo predvideti nekih stvari, pa da so jasne šele, ko jih nazaj pogledaš. Zaradi tega, ker recimo jaz, ko sem hodil na faks, ko sem študiral ekonomijo, tam ful enih principov, ki te jih naučijo, veljajo samo pod predpostavko ceteris paribus, kar pomeni vse ostalo ostane nespremenjeno, kar pa ni nikoli. Ja, itak, ja. Se pravi, v idealnih pogojih tale model to je zelo laboratorijsko. Tako. Ja. Ampak še vseeno, tudi če so ti primeri v idealnih pogojih, nam dajo neke uvide, kaj lahko pričakujemo, kako si predstavljamo stvari. In a se ti kaj sanja, kaj bi lahko tukaj v 90-ih povzročilo, da je pa kriminal kar naenkrat začel upadati? Sam, če imaš nek gas, pač kakoli. Jaz sem še vsaj najbolj pomislil na to, da pač se je izboljšal standard livinga, ampak zdaj ne bi pa upal pripisati specifično enem pojavu tega. Ok. Je blizu, ker je z... Osamosvojitev Slovenije pa malo vpliva. Ima pa povezavo z izboljšanjem nečesa. In sicer je bil resnični vzrok primer Roe versus Wade, to je case na sodišču, kjer je prišlo do tega, da se je v enem statu dosegla legalizacija splava. In s tem, ko se je splav legaliziral, so pač v bistvu ženske iz nekih najranljivejših pa takih bolj marginalnih okoljih lahko preprečile rojevanje otrok, ki bi potencialno postali kriminalci. Ja, basically vse, kar pa potegne to z neko marginalno okolje. Aha, torej je to dejansko, da so omogočili splave oziroma jih legalizirati. To je specifično ta dejavnik, ki je vplival. S tem caseom se upadajo pa vsi vzorci, ko je to začelo upadati, ker se pač niso več otroci rojevali v takšnih okoljih, ki so bili predispozicija za to, da bojo razvili kriminalne težnje, da bojo pač ropali ali pa poseljevali ali pa karkoli, ali pa da pač niti ne bojo prejeli izobrazbe, da bi lahko neki druge sebe ustvarili. Ne? Okay. Tako da ful neke nepredvidljive stvari in da je pač svet poln nekih takih stvari, ko jih na prvi pogled se ne da enostavno razložiti. Drugi faktor, ko je pa tako pomemben tudi, je pa, da je svet poln ljudi, ki imajo, oziroma poln strokovnjakov v narekovajih, ki so strokovnjaki, se pretvarjajo. Pravimo jim strokovnjaki samo zato, ker imajo o neki stvari več informacij, kot pa neka povprečna oseba. Ampak bolj tukaj zdaj ciljamo, da imajo, če si že čuh, da je za izraz informacijska asimetrija. To pomeni, da ima nekdo več informacij kot ti, pa ti jih namenoma noče povedati, ker mu to daje moč. Ja. Naprimer, klasičen primer informacijske asimetrije je prodaja avtomobilov. Se pravi, nekdo ti prodaja avto, pa točno ve, kaj vse je z njim narobe, ti pa ne veš. Ja. In zelo se ta informacijska asimetrija vidi tudi na nepremičninskih trgih. Ne? Ker nepremičninski agenti imajo informacijo, koliko je dejansko ta hiša vredna. Vredna, kako ima ceno v primerjavi z drugimi, ko so na trgu, ko jih on prodaja. Ne? In je v bistvu ena statistika pokazala, da nepremičninski agenti svojo hišo, če prodajajo svojo hišo, jo v povprečju držijo na trgu 10 dni dlje, pa prodajajo za 3% več, kot pa bi strankino hišo. Zato, ker je spodbuda za zaslužek toliko večja. Ker bo to moj denar. Ja. Ampak isto se ravnajo tudi, da bojo bolj potrudili se prodati dražje hiše, kot pa cenejše, ker bojo imeli več profita od tega. Ne? In iz tega lahko potegnemo eno tako pač koristno stvar glede ekonomije, da je v bistvu ekonomija tudi v nekem
kako se temu reče, at its core, v grobem, no, bom rekel. V samem jedru. Tako, da gre za proučevanje spodbud. Se pravi, kako ljudi dobijo tisto, kar hočejo ali pa kar rabijo, zlasti takrat, ko isto hočejo ali potrebujejo tudi drugi. In spodbude so pa tudi zelo učinkovit način, kako prisiliti ljudi, da delajo več dobrih stvari, pa manj slabih stvari. Se pravi, spodbuda kot naprimer neka kazen ali pa za parkirnino ali pa nekaj takega. Ne. Tako da spodbuda je lahko ekonomska, kazen za nek zločin, lahko je moralna, da ti nečesa ne narediš, ker se ti to ne zdi prav, ker je pač družba rekla, da to ni prav. Ne. Lahko je pa tudi socialna spodbuda, ker pač nočiš, da bi te drugi zalotili, da nekaj delaš, ker je to tak nespoštljivo vedenje iz vidika ostalih, ko so okoli tebe. No in te spodbude ful pač določajo, kako se mi vedemo kot členi te ekonomije. Potrošniki v bistvu. Okay. Potrošniki in prodajalci, ker tako smo rekla, isto, ko pa nepremičninski agent ceni svojo hišo, ne moram se spomniti zelo, kako se temu reče, ampak ljudje ful više cenimo stvari, ki si jih sami lastimo. Se pravi, če ti zelo greš prodajati svojo kitaro, na hiter bi pomislil, za koliko jo pač lahko prodaš, pa še malo više. Pa boš mislil, da je lahko za več prodaš, kot pa en drug. Da tvoja je več vredna. Samo zato, ker je tvoja. In da zato v takih primerih menda pomaga, če se vprašaš, koliko bi bil pripravljen za tole plačati, če bi si zdaj to kupil. Kar že imaš. Ja, to je kar realna ocena, pa lahko, ja. Tako da, ja, je pa pri teh spodbudah bil en zanimiv primer opisan v vrtcih. To je tebi ljuba tema, ker si gospod vzgojitelj bil. Da so v bistvu naredili en pač širok poskus, ne vem, je bilo to samo v enem vrtcu ali v večjih, da so starši zamujali, ko so po otroke hodili. Po tem, ko bi jih... Ko so podražili zaradi tega. In so uvedli kazen za zamujanje staršev. In kaj misliš, da se je zgodilo, ko so uvedli to kazen? Otroci so zgubili žepnino. Ja, ne vem, pač zdaj 1:1 bi pač mislil, da bo manj zamuto, oziroma da si jih bo prevošili tisti, ko lahko. To so si mislili v učinek, ne? Ja, kao bilo dejansko. Ampak v bistvu jih je pa začelo več zamujati. Ja, so pač plačali tisto kazen. Ker se je v bistvu ustvaril sistem, da mi lahko zamudimo, samo plačati moramo. Ja. Podobno pa... Torej si lahko kupil pač čas, basically, na koncu. Podobno je bilo, glede spodbud pri krvodajalstvu, so naredili en zanimiv poskus, da so ugotovili, da ko so uvedli denarno nagrado, če ti prideš kri dat, se je ful zmanjšalo število ljudi, ki so šli dat kri. Ne pa povečalo. Zanimivo, ne? Zaradi tega zgleda, ker že v štartu so to prišli ljudje delati, ki ne delajo tega zaradi zaslužka. In je pa to vzelo neko to vrednost dobrote stran, ali kak bi rekel. Ja. In ti se fajn počutiš, pa verjetno pa nekdo bi pa rekel, to je pa ful premalo plačan, zdaj, da mi je skridal. Ne? Tako. A rad golfaš, drugače? Ja, mislim. Čeprav ti si, mislim, da goljufanje razlagaš tako, kot da iščeš neke bližnjice, heke. Ja, mislim, bolj tako, da je lažje, mislim, imaš pravila in zdaj ti pač imaš možnost, ne da jih izigraš, ampak da jih obrneš v prid sebe, oziroma da pač... Pa tudi verjetno goljufanja, na katerega ti misliš, ne nasrkajo zaradi tega drugi ljudje, ampak da si probaš nekak sisteme prilagoditi, ne? Ampak to sem bolj mislil, to ne, ko imamo vsi prirojeno to linijo najmanjšega odpora, ne? Da hočeš čim manj narediti. Ja, itak. Da goljufanje je pač ekonomsko gledano res eno dejanje, ko ga imamo vsi vseb, da pač vedno skušamo v zameno za manj pridobiti več. Ja. Ne? In to je tudi ena taka človeška lastnost, ko ful žene pač ekonomijo, ne? Pa tudi neke cene, ampak mogoče boš presenečen, če ti rečem, da je ena raziskava ugotovila, da večina ljudi je poštenih. Čeprav govorimo, da pač... Da nisem.
da ljudje niso, pa da ni več tako je bilo včasih, pa tak naprej. In sicer en tip je v 2000-ih ali nekaj taga, je ustvaril biznis, da je po firmah dostavljal žemeljce. Oziroma, verjetno so bile bagels, pa niso tako prevedene, ker je bilo to v Ameriki, valjda. Ja, in je v bistvu imel tak sistem na sistem zaupanja. Se pravi, on je prinesel tako neko košaro teh žemelj, pa je dal zraven eno skrinico. Ja, pa si pa vzel, pa plačal. Si vzel, pa si dal not, ne. Tudi, kje vidiš... Tržnice, varianta te odprta, ne, to imaš. Tako, da brez da kdo tam stoji, ne, da pač sam zamenjaš. Da gre na, da pač ti sklepaš, da pač bo človek pošten, ne. In on je 4 leta beležil podatke, koliko je žemelj šlo, pa koliko je bilo gnarja noter. In v teh 4 letih je samo v 13%, ko je on žemlje prinesel, ljudje niso bili pošteni. V koliko? 13%, se pravi, ja, 87% ljudi je bilo poštenih. Ja, to lahko reči, da v večini so pošteni. Ampak kar je pa zanimivo, bolj zanimivo meni ugotovitev tega poskusa je pa to, da je poštenost odvisna od okoliščin. Se pravi, v tem primeru od vrste podjetja, od hierarhije, pa od tega, če so prazniki. Recimo, ugotovil je, da ko je nesel žemlje v nek višji management, je bilo več goljufanja. Ker so se bolj počutili, da oni so pa zdaj entitled, da jim pripada ta žemeljca. In da je tudi od teh stvari odvisno, koliko so ljudje pač pošteni, nekako vlogo imajo. Mislil sem še zdaj... A imaš rad žemeljce? No, povej, stvari. Mislil sem to reči, da bi bilo kar zanimivo, če bi namest žemeljc nekaj druga tak na zaupanje dal nekaj, kar je veliko več vredno. Ker recimo, kaj ti nuca, če si pridobil eno žemeljca več? Ali pa tudi, če si vzel cel karton žemeljc, ko nisi zaslužil zdaj, ali ti imaš pol del si s tem žemeljcem, veš, ne? Bilo bi zanimivo, da bi zdaj dal nekaj, recimo, ne vem, nakit, ko ga res zelo enostavno, če hočeš ukraditi, ne? Če zdaj govorimo o goljufijah, pa ker ti ga imaš bistveno več, pa ne, zelo hiter. To je prva stvar, ko sem mislil reči. Druga stvar se mi pa zdi zanimiva ta, da bi kar si ti tudi sam pa rekel, da so pošteni še vsem bolj ljudje, ki so nižje v piramidi. Če razumeš, vse veš, kaj mislim. Da pač se sploh ne ukvarja s tem, da oni mogoče se ne ukvarjajo toliko s tem, kako bi si neke stvari pridobili, pa kaj lahko naredil za to, pa kako bi naredili čim manj za čim več. In včasih je tudi problem, da ima reči mogoče tega sloja, da pač se ne ukvarjajo s tem in so zaradi tega tam, kjer so, je pa malo začaran krog in isto velja pol za nekoga, ki je pač, da ima reči mogoče finančno malo više v primeru, da zdaj sam prišel do nekega položaja. Pa ne bi zdaj rekel, da to sem zdaj tak rich people bad, ne, nisem sploh to mislil, ampak da mogoče razviješ malo bolj neko žilico tega razmišljanja, pa da iščeš pa priložnosti, kjer bi ti lahko imel nekaj več. To je po moje zdaj isto tu. Tudi on, verjetno, ki je pač ima višjo plačo, je višja verjetnost, da ima malo tete... ne vem, kako bi temu rekel, da malo zgubiš stik z tem, koliko je neka stvar vredna. Da bolj on čuti, ko se mu malo pozna, če gre kupiti 5 žemelj v trgovino, ko pa on čuti, ko mu je to tako... Ko meri so sajem za tisto žemljo, mislim, ne? Ja. No to, okej. Ja, zanimivo razmišljanje. Bi pa rekel, da mogoče isto bi lahko razmišljal, ne, če bi bilo nekaj dražjega, si rekel, da bi se verjetno drugače obnašali, ker bi to imelo neko večjo vrednost, da bi pa kontra lahko isto rekel, da ker je pa bila stvar s tako majhno vrednostjo, da bo ljudem bolj vseeno, če jo za ston vzamejo. Až kaj mislim? Ja, sem še vseeno, da se mi zdi, da to spet tukaj prevladuje ta egocentričnost, ko pač ful pazimo na stvari, da boš ti zdaj imel veliko tega. Medtem, ko se pravim, žemlja ti ful ne prinese zdaj veliko razen, če res si pač lačen, ne? Se pravi, misliš, da v smislu, da ti
če ti žemlo vzameš, pa nisi plačal za njo, da ti to ne da tvojemu ego, to zada zadoščanje, da zdaj pa ti neki ful pridobiva. Ja, pač se vidi, da to premo sorazmerno, v glavnem odvisno od vrednosti tega, kaj je na voljo, pa koliko boš zdaj ti pridobil s tem, če zdaj nekaj odtujiš v tem primeru. Okay. Ja, se strinjam. Zdaj, če gremo naprej, gremo sam nazaj, ko v uvodu je bilo malo več stvari, ampak na to informacijsko asimetrijo, da pač tudi zdravniki pa finančni svetovalci imajo recimo več informacij in te lahko hitreje bi potencialno okolj prinesla. Ne? A bi to lahko trdil za vse trgovce v bistvu? Ne? Ja, skoraj, ampak ena sprememba je v zadnjih 25 letih, ki je ful spremenila informacijsko asimetrijo in to je internet. Ja. In internet je skoraj tako nek protistrup za to asimetrijo, ne? Ker je v bistvu prvič je prešla moč informacij tudi v roke potrošnikov. Tako je. Ti, če hočeš, se lahko izobraziš o marsičem, pa marsikaj poguglaš. Ja, pač so po temu, ko so se vzpostavili portali, kot je na primer Autonet, so ful padle cene avtomobilov. Ja, bi si mislil, ja, ker imajo vsi dostop do tega. Tako, ker so lahko vsi videli te cene. Ne? A je to pol prosti trg mal? Ja. Pa cene pokopaliških uslug so padle. Zato, ker si takoj lahko, to bi lahko ustavil karkoli, ampak tukaj so bile pokopališke usluge, ker so se takoj lahko si primeril ponudbe od drugih. Na internet si sam šel pogledat, ki bi rad bil pokopan ali kaj. Ja ne, kakve imajo cene, pa kaj nudijo, pa to ne. Veš, si dobil zdaj za paket vse noter, ali si dobil sam en element tega, no. Po mojem na to foro. No in tukaj predvsem pri avtih je ena taka zanimiva stvar s temi informacijami, ker vemo, da pač nov avto ogromen del vrednosti izgubi takoj, ko zapusti avto hišo. In to predvsem zato, ker so pač in kupci in neki prodajalci ful dobro obveščeni o neki realni tržni ceni glede tega, kaj vse je okoli na trgu. Ampak ti imaš eno obdobje starosti avta, tam nekje do 2 let, ko je lahko marsikaj vmes, ne. Včasih je skoraj, bi lahko rekel, iz vidika te informacijske asimetrije bolj tvegano kupiti manj star avto, ko pa starejšega. Samo zato, ker ti ta številka, koliko je avto star, ti signalizira, da je to ful fajn. Še vsem pa ti nimaš informacij, kaj se je s tem avtom dogajalo. Cene na trgu imajo pa vsi približno iste. Ne? Torej po tej logiki boljš kupiti srednje rabljen avto. Ne zdaj čisto, pa ne on, ko pride ven, če zdaj ful na to gledaš, kaj bi bilo pa zdaj najboljš, verjetno glih ta umestna rang. Še vsem bi mogel imeti neki sreče, nesreče, koliko imaš poznanstev, od koga kupuješ avto na to foro, ne? Ampak kakorkoli pri avtih je, naprimer, mogoče je to bolj point bil, da ta asimetrija še zmeri ostaja, ne glede na to, da imaš ti dostop do cen avtomobilov, ne? Ker še zmeri pa ne veš, če nisi 100% prepričan, če v redu avto kupuješ. V tem smislu, ne? Ker ti lahko to kupec informacijo prodajalec zadrži to informacijo. Ja. In tudi zaradi tega ne boš več našel v primerih nekih življenjskih zavarovanj, pokojnin, zdravstvenih zavarovanj, ni več nekih full nefair provizij, ki bi si jih jemale zavarovalnice, ker je preveč enostavno ponudbe na trgu primerjati in se jim ne splača. Ker takoj boš videl, da hočejo nekaj izkoristiti, če boš videl, da je drugje full cenej. Na to foro, ne. Tako da ja, imaš tukaj kaj za dodati ali pa kako vprašanje? Ne, zdaj bi se lahko na kupu avto pogovarjal naprej, ampak ne vem, če je to glih. Ja, ne vem, če imamo glih cajt, ampak bomo, to se tudi lotilo. Ne vem, vsekakor zanimivo. A to si ti v glavnem zdaj, to je zdaj povzete knjige vse, ali... Ja, ampak je zelo, kar se tiče te informacijske asimetrije, je zelo dejansko nekaj, kar smo ful na faksu obravnavali, tako da mi je bilo zanimivo, da je bilo tole noter, pa tudi tiste spodbude, na primer. Zdaj pa, če gledam naprej, je pa ena zanimiva zgodba, da je v bistvu eden od teh 2 avtorjev
je kot študent anketo, pač z anketo je okoli hodil, ker je neko raziskavo delo in je prišel v en blok in je prišel ena anketirati in je pač tam bilo enih, ne vem koliko jih je bilo, rečemo, 6 temnopoltih ljudi. Se moram politično Afro-Americans izraziti, ja. Niso bili Caucasian. In fora je bila, da oni so bili v bistvu gang memberji, se pravi, to je bila tolpa. On jih je prišel pa tam anketirati nekaj za svojo raziskavo. Okay. In stvar je šla toliko daleč, da je on v bistvu s temi gang memberji začel sodelovati in je pridobival informacije, kako tolpe delujejo, skoraj tako bil nek agent pod krinko, ne? Ja. Ampak ne zaradi pač policije, ampak on je v bistvu mal svoj life riskiral zato, da je ekonomski research delal, ne? In kaj je v bistvu ta glavna ugotovitev, ki je on do nje prišel? Da so te mafije pa tolpe v bistvu skoraj pač identično strukturirane kot pa klasična podjetja. Da v bistvu, da je jasna pač hierarhija. Tisti, ko so na vrhu, ko nimajo nič s prodajo drog, ker tukaj je šlo pač za prodajo drog, oni dobijo največ dobička, ne? Medtem ko pač ulični prodajalci, ko so pa dejansko bili tati, ko so bili na terenu, ko so se pa najbolj izpostavili, so bili pa najbolj mizerno plačani. V bistvu on je na računu, da oni so bili plačani manj kot $3 na dan. Se pravi, a kdaj pa bilo to? Ni bilo niti malo upravičeno, da bi oni to, da bi se jim splačali. Meni se zdi, da so to 2000s, pač tam nekje. Okay. Ali pa mogoče 90, nisem prepričan, ampak mislim, da je 2000s. In da dejansko se pač sploh ni splačalo biti kriminalec, ne glede na to, da se je onim zdelo, da je to boljša pot, ne. In da je pa bil point, da tako v firmi večina teh... Možnost napredovanja. Ja, tako. Večina teh, ko so na ulici, so se borili za omejeno število menedžerskih mest, ker so pa plače bile že ful dobre. Okay. Ampak problem je, da tukaj plačaš dosti večjo vstopnino, kot pa na navadni firmi, ker pač tvegaš aretacijo ali pa celo atentat, ne. In da zaradi pač, ker je bilo v bistvu prevelika ponudba delovne sile, ful je bilo pač ljudi, baje, ki so hoteli priti v mafijo pa to delati, ker govorili se je, da se s tem pač fajn služi. Ampak fajn so služili oni, ko so bili na vrh, ne. Prank. In da v bistvu v realnosti so bile pa pač plače teh uličnih preprodajalcev nižje od minimalne plače v legalnih službah. Torej se kar splača, ja. Ja. Pol fajn. In da je pač tu zelo zanimivo to, da je pogosta domneva, da pač gangsteri živijo v nekem luksuzu, a ne? Da v resnici pa tolpe ful vlagajo v privabljanje teh novih delavcev, ki bi delali na ulici, pa sam pač peščica v večini zaslužka uživa, isto kot pač firma ponavadi, ne. Ful se dela na rekrutmentu tistih, ko bojo na minimalcu delali. Ja. Ali pa jih celo vozimo iz Indije, ali pa iz Filipinov. Ja. Tako da v bistvu to se zdaj razkrinko v bistvu vse delodajalce. Da tudi v najbolj nasilnih pa nezakonitih okoljih ljudje istim spodbudam sledijo, ko pa v legalnih okoljih, ne. Iščejo visoke položaje, tudi če pač to pomeni, da moraš nekaj riskirati. Okay. In da ne glede na to, a je trg dela legalen ali ne, funkcionira na istih principih ponudbe pa popraševanja, pa stroškov, pa koristi, ne, pa spodbud, ko smo se premenili. Okay. Tako da, ja. V glavnem ti si zdaj razkrinko, v bistvu vse delodajalce več ali manj ne iti na šiht. It's a trap. Ja, sam tudi ne iti drog prodajati. It's a trap. It's a trap. Da ima še slabš. Ja. Kapal prodajati. Kapal imeti. Srečke. Se pravi, moč biti samo zaposlen. To smo pa v prejšnjih epizodah govorili. Ja, to je ono, ko sem ti razlagal za ono kravo, ne, ko narediš v bistvu srčelov, pa rečeš, to je zdaj ekonomična tema, ne. Ekonomska. Ja. Ekonomska. V glavnem, tukaj je tudi tale
informacijska disimetrija, da ti prodajaš asimetrija, ko sem jaz rekel, disimetrija, sta dve. Da prodajaš v bistvu kravo, sem ti razlagal to, mislim, da sem ti. No, se ni važno. V glavnem rečeš, manj kravo in zdaj, če hočete dobiti, lahko tule vplačate srečko za 5 evrov in ti, ko pač posrečni zrebanec dobi v bistvu za 5 evrov kravo, ne, top, stari, ko zgubiš 5 evrov, ni nič, ne, to je, pač vitek, da bo vsako plačal 5 evrov in ti v bistvu začneš ta kravolov in v bistvu tudi ni nujno, da kravo sploh imaš na konc, ne, lahko jo pač iz neta potegneš in počakaš, da si ti nabere neka vsota denarja od teh srečk, ne vem, kolikor si pač dal, recimo 2 milijona ali pa ne vem, kakorkoli. Ampak na koncu v bistvu se odločiš, da boš ves znesek za sebe obdržal, pa pač tistem, ko si ga izžrebil, pač rečeš, da je krava crknila, bomo z tistih 5 evrov nazaj vržeš. Ostalo pa za sebe zadržiš. Stonks. No, vse tudi, če bi mu dal, ne? 5 evrov. Vse 5 evrov mu vrš kravo, ja. Če bi mu dal kravo, ne. Ja, sam tukaj ne rabiš sploh, to je tako dropshipping, ne rabiš zaloge. Ja. Rabiš kravo, pa dovolj teletov, ki bojo dali po 5 evrov. Ja, dovolj teletov predvsem, ja. Pa to je dejansko kdo naredil? Ne vem, če, jaz mislim, da to je legalno. Ja, mislim, da ni tak, če bilo pa tak simple, to ne. Ja. Ampak spet. Pa naredimo kravolov. Povpraševanje, pa ponudba. Ja, ti bi dal, jaz bi dal 5 evrov za kravo, sicer ne vem kam bi. Kaj druga bi mogli biti, evo za kravo glih ne bi dal. Ja. Ti niti ne smeš sam zaklad. Nadaljujmo. Ja, veš kaj, vrnil se bom k uvodu, k tizmo splavu. Mislim, k legalizaciji splava. Tisto splav, en specifični je bil. Zdaj, case je bil tak na sodišču, če se prav spomnim, ker je napisan, da je bila ena ženska, ki ne vem, je bila ona neka kriminalka ali pač zelo v neugodnih pogojih je živela in je pa zaradi tega case se je odobril splav, ne? Ampak se je legaliziral pač period za vse. In ta sodni primer je bil 1973. In zaradi tega je v 90-ih crime začel upadati, ker tisti otroci, ki bi se rojevali od 73 naprej, bi do takrat odrasli v kriminalce. Ja, to je cirka pol 20 let, ja. Tako da ja, v bistvu otroci, ki bi takrat vstopili v najbolj kriminalno nevarno starost, niso obstajali. Tako je. In je zato smo eliminirali problem že v štartu. Tako. In da je mogoče podoben trend videti tudi v Evropi. Ker nekje od sredine srednjega veka do 20. stoletja so se stopnje umorov pač z nekimi ukrepi vztrajno nižale, ne? Ampak to je bilo predvsem zaradi neke bolj centralizirane oblasti, pa da so se priložnosti zmanjšvale, ampak isto imamo pa, da je v Romuniji, pač ko je leta 1966 je ta Ceausescu, mislim, da je to, ko so ga usmrtili pol, je prepovedal splav in so se znatno pač povečali umori, tatvine pa nasilje, dokler ni bila prepoved spet ukinjena. Je ful enih problemov se pojavi pol s tem, ne? In ja, tukaj smo spet pri tem, da pač neke dolgoročne spremembe v družbi lahko prinesejo ful nepričakovane rezultate, ki so pa vsem pomembni, ki so pa, ko nazaj gledaš, ful jasni, prej pa pač težko predvideti, ne. A bil po iz tega vidika komentirati legalizacijo konoplje? Ne pravim zdaj, da zavzameš stališče, ampak sam tako, prost konc. Mislim, kaj točno te zanima? Če bi upodati neko pač če neko predvidevanje, dolgoročno negativno, aha. Kako je to pri nas sploh zdaj? A imamo mi legalizirano za osebno rabo? Jaz mislim, za osebno rabo je legalizirano. Daj, pa preveril. Ja, mislim, ziher. Glavnem, kar veliki držav je zdaj že, no, ki imajo legalizirano. Jaz mislim, da je to enega takega tipa snov, droga, ki
ne bi smela pomembno vplivati na zločin. No. Ja. Razen, kvečmo bi ga po mojem zmanjšala, ker bi bilo manj preprodajanja, zato ker je legalizirano. Manj črnega trga to v bistvu pa, ne? Ker tudi učinki niso zdaj, da boš imeti neke psihoze, pa agresivno vedenje, pa tak naprej. Ja, ful manjko z alkoholom, to se jaz ful strinjam drugače. Ja. 2024 je bilo napisano, da je popolna legalizacija konoplje v Sloveniji še ni na obzorju, zakon o konoplji za medicinske in znanstvene namene imam tule, pa jaz mislim, da imaš za osebno rabo, zdaj ne upam trditi, ampak jaz mislim, da lahko imaš za osebno rabo nekaj malega. Jaz sem tudi nekaj ampak ni pa to legaliziran do te mere, da bi ti lahko v neki gostilni si joint pržgal ali pa nekaj ozunem, pa da ti ne bo nobeden neč rekel. Instinktivno bi rekel, da mislim, da dolgoročno neč slabega. A misliš, da je bilo pol ful velik junkijev kar naenkrat? Ampak spet tak, a je nekdo, ki kadi travo rekreacijsko, rekreativno, kaj to pomeni? Ker jaz mislim, da imamo še vsaj mi veliko večji problem z alkoholom, pa da bi mogli glede tega, kaj narediti. Definitivno, pač z cigareti. Dobro, čeprav na nikotin so že itak sicer kar, so se že kar spravili, ampak se vidi, da to bo, še vsaj en pol ljudje itak najdemo neke načine, ne? Če nam je bilo nekaj odzeto, da bomo pol nekaj druga, ali pa sploh ta industrija tobačna, se vidi, da je sploh močna. Nikotin je še vsaj, oziroma cigareti so še vsaj v takem košu, da imajo pač itak ful negativno vpliv na zdravje, ampak ne bojo ti pa zdaj fundamentalno vedenja spreminjali, kar ga pa alkohol bo, ne? Ja, alkohol ful, ja. Pa tudi pač marihuana, ne? Ker po eni strani bi lahko konoplo kot tako za ful stvari ponudili, najverjetneje, ne? Lahko imaš tudi za osebne namene, da pač se boš počutiš, oziroma od druge skrajnosti potem to, da prikrivaš, oziroma nekako se reče. Pa že si daš obliž v bistvu na rano, ne, z uživanjem THC-ja, to smisla. Ne bi se zdaj preveč o to. Mislim, jaz, kar se spomnim od najnega priljubljenega prijatelja, doktorja Hubermana, da ti imaš v telesu naravn endokanabinoidni sistem in ti endokanabinoidi se pač proizvajajo za blaženje bolečine, pa čustvenih težav, pa neko pomiritev. In ta nivo teh endokanabinoidov se ful poviša, ko pač ti uživaš marihuano, na kakršenkoli način jo pač uživaš. In problematično je lahko samo to, da ti do te mere ta endokanabinoidni sistem razvadiš, ker telo ni navajeno naravno imeti tega vse v takih količinah in pa ko ti nimaš THC-ja, oziroma nimaš dostopa do teh pač snovi, si lahko potencialno dosti bolj anksiozen, ker si povišal prag, koliko rabiš. Ja, to si pa v bistvu spet luknjo skopiš, ne? Dolgoročno predvsem gledano. Sam to je, meni je to nič v primerjavi z škodljivimi učinki pa smrtmi, ki jih imamo povezanih z alkoholom. Ja, to imamo res ni, da ni od nasilja naprej, ne, v bistvu. Drugač pa, a veš, kaj je stvar, ki povzroči več prometnih nesreč, ko pa alkohol pa droge skupaj? Ne. Pomanjkanje spanja. A ja, prav statistično, da je še vsaj ljudje zaspijo ali pa da niso dovolj pozorni. Ja. Zanimivo. Ampak se tega ne uglašuje toliko, ker se pač proba alkohol čim bolj iz obtoka spraviti. To je tako, ja. Kar je tudi prav. Ampak recimo zanimivo je, da v teh primerih skoraj nikoli ne gre za primer, da je nekdo dejansko zaspal za volanom, ampak za te mikrospance, ko ti za par sekund takle zakinkaš, ne. No, pa se že to, da nisi pozoren dovolj, ne. Ja. Mislim, se nekam zagledaš, sej pač imaš to izkušnjo tudi po moje. Koliko manj si lahko pozoren takrat, oziroma če se ne zavedaš tega, da je pač bi mogoče mogel se malo staviti, ali pa kaj lahko ti zdaj narediš v tem primeru, da se ti nekaj naredi. Ja. V glavnem, mislil sem še prej to reči, da kak bi bil vpliv na gospodarstvo, ne, če bi zdaj še bolj se začeli ukvarjati z uporabo konoplj, tak industrijske kot
one ta druge. Ker lahko imaš tudi za izolacijo med drugim, za ful stvari bi lahko imeli v bistvu konopljo. To se pa nisi toliko poglabljal. Ali pa na kakšen način zdaj tudi legalizirati uporabo recimo kajenja ali pa THC na splošno, ne? Da tukaj bi pač zmanjšal ful črni trg, pa itek lahko pobiraš davek na to. Ne? Ja. Ok, to je bil zdaj mal intermeco. Mislim, se so zelo tudi... Zelo se vračajo psihadeliki tudi zaradi medicinske rabe, ki jih je pač Reagan z svojo vojno proti drogam jih je čist zatrl. In že takrat, ko je bil Reagan, je menda bilo veliko centrov, ki so raziskovali, kako te pač, kako bi rekel, snovi, no? Kako jih uporabljati v neke koristne namene in so to takrat vse ukinili. In v zadnjih letih, mogoče nekako skozi v ozadju, je pa še vedno nek pionir bila Švica. Oni so ful na tem področju naredili in zdaj se tudi to nazaj vrača, da je vedno več teh kliničnih testiranj pa raziskav na ljudeh, kar se tiče psihadelikov. Torej, predvsem govorimo o MDMA-ju, oziroma MDMA ni psihadelik, ampak ima podobne lastnosti. Ampak govorim pač o MDMA-ju pa o psilocibinu, se pravi, ki ga izgub dobiš, ker MDMA ima trenutno skoraj 100% success rate za zdravljenje posttraumatske PTSD, ne? Ja, zdaj bom imel PTSD, ko mi je lučka ugasnila, pa me je strah teme. Samo malo, da zrihtamo luč, dragi poslušalci, ker če ni svetlobe, jaz ne morem govoriti. To se pa malo hecam. No, ampak hotel sem povedati, da za zdravljenje PTSD-ja se uporablja MDMA, ker je vodena terapija na MDMA-ju, ne da boš zdaj ti kar to pojedel, pa boš pač boljš. Psilocibin pa psihadeliki pa za zdravljenje, kako se že temu reče? Ne. OCD-ja. Ja, se pravi obsesivno-kompulzivne motnje. Tako da ja. Sej, tu se bomo zdaj premaknila na zadnji 2 poglavji, kjer bova govorila predvsem o otrokih. Florian še vedno išče energijski vir za najino lučko. O otrokih, dober dan. Ja. V redu je, ta prava je. Ok, prisedi. Si še mislil sam kaj dodati tu, ali gremo naprej? Ne, jaz mislim, da to... Dobro. Ok, kaj pa, a ja, veš kaj še mogoče... Čakaj, sam za MDMA si rekel. Za psilocibin sem še pa rekel. Aha, to dvoje. Še kaj druga, kar bi mogel mogoče izpostaviti v tem segmentu, ali niti ne? To sta ta glavne 2. Ja, pa predvsem gre za to, da psilocibin sproži neuroplastičnost, kar pomeni, da so se sposobnost ustvarjanja novih povezav v možganih med nevroni. In ta sposobnost je ful majhna, ko si ti odrasel. Okay. Ko rasteš, je to ful aktivno. Ja. In ravno to je ta korist za zdravljenje nekih psiholoških stanj, ker si ti sposoben na tej sestavini tega, da tvoji možgani se dejansko na novo zvežejo v povezavi z nekim spominom ali nečem, kar se je pač zgodilo. Ne? Zaradi tega se to trenutno toliko veliko raziskuje. Ok, naprej, ja. Ja, zdaj gremo pa, kaj ima ekonomija z otroki. In tu se pa predvsem sta se avtorji osredotočili na to, kaj v bistvu korelira s tem, da imajo otroci pozitiven šolski uspeh, oziroma da so uspešni v življenju in pri svojem šolanju. In da prosperirajo, ok. In sta ugotovila spet, da so to ful banalne pa nepričakovane stvari, v glavnem. Okay. Ker ful pač imamo to, da
morajo otroci brati knjige, da jih je treba v glasbeno šolo pošiljati, da morajo na neke tabore hoditi, imeti interesne dejavnosti, da morajo starši imeti visok dohodek, je ena taka pogosta. Ampak vse to, kar sem zdaj povedal, nima statistično značilnega vpliva na kasnejše testne rezultate in na poklicno uspešnost. Ok, to je nič od tega. Kaj pa? Ja, ampak so številni otroški dosežki in težave posledica naključnih dogodkov, kot so na primer zdravstveni zapleti ob porodu, nenadne selitve in epidemije v razredu celo. Epidemije, ki imajo trajen vpliv, naprimer, če je bilo pač neka bolezenska stanja, ko so se širila v nekih ključnih obdobjih, ko so imeli ful nekih testov ali pa okay. Da to ful bolj vpliva. Ja. Okay. Zdaj pa kaj dejansko šteje? To so podatki iz New York City's Child Development Project, ki je skozi ful dolgo obdobje pač ugotavljalo, kaj so zdaj dejavniki, ki najbolj pozitivno korelirajo s šolskim uspehom. In sta jih pač izlušila ven 8. Okay. Kaj misliš, da je bil prvi dejavnik? Nekaj povezano z tvojo izobrazbo. Dostop do predšolskega programa. Aha, da so imeli sploh možnost. Tako. Aha, ok. Se pravi, največja determinanta je, če lahko otrok gre v predšolski program. Torej, če bo lahko šel v predšolski program, tako rekoč, to zelo pozitivno vpliva. Tako, da bo lahko, oziroma da bo ima veliko večje šanse, da bo prosperiral. Ampak to je zdaj, da bo se ful dobro razvijal, ali to je pač, da bo pozitivno? Da bo imel dobre rezultate na testih, pa da bo verjetno poklicno uspešen. Okay. Zdaj, mislim, da je to še vseeno, mogoče, ko se je to raziskovalo, jaz nimam tega vtisa, da v Sloveniji imamo neko situacijo, lahko pa da čisto narobe mislim, da me nekdo popravi, ker vrtci se zelo dražajo, ne? Da bi bilo zelo veliko ljudi, ki si vrtca ne morejo privoščiti, ker vem, da imamo neke subvencije in pomoči, pa tako naprej. Ne? Imamo sam probleme zato, ker si večina staršev, mislim, veliko staršev, ki so pa moje v večini ne more privoščiti, da pač ne bi imeli otroka v vrtcu, ker nimajo ali starih staršev, ali nimajo financ, da bi si dobili kako drugo varuško, je to po moje še vsem draže. Ampak ja, jaz mislim, da še vsem veliko otrok ja, pač je. Bi rekel, ja. Mogoče sem pa razmišljal samo predvsem o mestih, no. Da ni pri nas toliko hudo, kot pa kje drugje. No. Ja, ok, to bi se pa strinjal. Ampak ja, zanimivo je tako, da če le lahko dajte otroke v vrtec. Ker to zgleda res pač pomembno. Mislim, se bi rekel, se že gledam recimo pri svojih nečakih, ne? Že sam to, da sta recimo iz vasi, kjer trenutno v svojih generacijah nimata veliko drugih otrok, za katerimi bi se socializirala. In že to ima pač vrtec, mislim, ta večja je že v šoli, ampak že to recimo ima vrtec dal, ne, da lahko se svojimi vrstniki socializirata. Mislim, da je tudi to lahko neki pomemben dejavnik. Teda to je prva stvar. Druga stvar je mirno urejeno okolje doma. Se pravi, da nisi iz disfunkcionalne družine. Ja, da ima neko varnost zaradi tega. Tako, ampak to je dovolj, a veš, ni treba, da zdaj starši so ne vem kako se trudijo, da bo njihov otrok genij, da ne vem kaj vse berejo, pa ne vem kaj, ne. Že to je toliko močen faktor, samo da ima stabilno okolje. Tretji faktor je pa starši, ki pri otroku spodbujajo samostojno igro. Ok. Se pravi, mislim, to mi je zanimivo, ker to je ful kontradiktorno s prvim drugačne. Ful bi mislil, da moraš se čim več ukvarjati z njim, ne. Mislim, se moraš, ne, ampak če ne ti pa kdo drug, ne, da mora skozi biti. Čeprav mogoče glih s tem, ko se otrok uči igrati sam, oziroma ko se igra sam, se tudi s tem verjetno neke samostojnosti uči, ne. Ja, sigurno. Pa kako stvar mora pa znati rešiti, pa... Pa da ima mogoče neko kreativno okolje, kjer rešuje probleme, pa nima pomoči drugih, ne. Ker je sam. Ja, da si ima prepuščen sam sebi.
Pol četrta stvar je družinska stabilnost v smislu, ne takem kot prej, ampak da ima družina nizko stopnjo selitev. Ker so to, da bi recimo predstavljali si, da si pač otrok, pa moraš 3-krat skupino prijateljev zamenjati. Kar grozni, ja. 3-krat se na novo socializirati. Sploh, če je to premlajših, ne? Ja. Tako da to imamo 5. postavljanje jasnih, doslednih pravil in rutin. Tu ne vem, če bi kaj dodal, to je precej jasno. 6. da je zmerno število otrok v gospodinstvu. Torej ne, koliko je pa optimalno? 4, 3, 2, 6? Ne vemo, ne ve se še. Ampak jaz bi rekel, da govorimo o zmernem številu do 3, ali kaj. Mislim, to je zdaj odvisno tudi od gospodinstva, pa od tega, kakve imaš pogoje za življenje. Mislim, torej ni čarobne številke tukaj. Ja, ne bi rekel, ja. Mislim, rekel bi ne preveč za as much as you can handle. 7. faktor, šele 7. faktor je starši, ki berejo otroku vsakodnevno, pa ne nujno poučno gradivo. Karkoli. Sam da pač berejo, to se krepi jezik. In šele 8. faktor, ampak še vsem pomembno, občasno omejevanje televizije in video iger. To je spet odvisen, kdaj je bilo izdano to, ker to zdaj pač razvoj tehnologije bi se to po mojem tudi spremenili, ker zdaj smo recimo res skozi lahko na telefonu, naprimer. In to se mi zdi, da zdaj, po mojem bi ta stavek bil podoben, ampak malo preoblikovan v tem, bolj da se doda nek okvir, koliko je zdaj recimo priporočljivo, sploh če ne rabi neke tehnologije imeti, da se mu omeji do te mere. Mislim, po mojem, jaz bi rekel, da je pomen tega dejavnika se ful povečal zdaj. Proti pač takrat, ko je bilo tole narejeno. Iščem, kdaj je bila ta raziskava narejena. Ja, no ne vem, to se mi zdaj kar fejst obrnil, ker res je šla razvoj od celotne tehnologije uporabniške oziroma potrošniške je šel zdaj v zadnjih 10 letih pač, ali pa zadnjih 15 letih strmo navzgor. Najdem zdaj, pa dodala, če ima najdla. Tako da ja, to so stvari, ko dejansko štejejo. Zdaj grem pa na zadnjo poglavje, ki je pa tudi o otrokih, ampak tukaj ste se pa osredotočila, če ime otroka vpliva na družbeni status. Da ga ne zabavajo, če ima kak smešni ime. Ja, tudi, ampak bolj na foru, če ga zdaj ime determinira. Zdaj, v Ameriki je imelo to še dosti večji pomen, ker si imel to rasno segregacijo, da pač so naprimer bila imena, ki so, pa še zdaj je tak, ne, ki so nekako rezervirana za črnske skupnosti, pa imena, ki so rezervirana za bele elite. Ampak zanimivo je bilo tukaj, da sta ona dva ugotovila, da dejansko obstajajo visoko kakovostna imena, pa imena nižjega statusa. Ampak je hitro bilo, se pravi, primer visoko kakovostnih imen. Ampak je bilo hitro, kva? Nisi dokončal stavka. Rekel si, da obstajata pač ta dva kontrasta, pa si pa še hotel nekaj dodati. Ne vem. Aha, ok, dobro. Hotel sem reči, da primer visoko kakovostnih imen, naprimer je Britney pa Madison. Imena nižjega statusa so bila pa Deshaun. Kva Deshaun? Shaniqua. Ok, to mi je. Ampak je to vse pač koreliralo z demografijo staršev, se pravi, so bile to črnske revnejše skupnosti. Ampak že tu je bila zanimiva ugotovitev, da pač si lahko ti dejansko po imenu probal ugotoviti socialni status osebe. Ja, no sej bi si mislil. Ja. Ampak posta pa pač se osredotočila na to, zdaj ti si lahko to pripisal okolju, iz katerega otrok prihaja. Ampak, a pa zdaj to kaj pove o tem, kak bo pa otrok vnaprej v življenju, ne? In sta pač ugotovila, da kljub temu, da
so ponavadi pogosto bile tukaj začetne razlike v dosežkih, prihodkih pa kriminalni aktivnosti, da se vse to skoraj čist izniči, ko otroka vključiš v izobraževalni sistem. Se pravi, da na nek način te lahko determinira tvoje ime, ampak da takoj, ko jih pa vse daš v isti koš, da se grejo šolat, pa izničiš vse pač te razlike. Okay. In da ugotavljala sta pa tudi, odkot ta imena izvirajo, ki jih starši izbirajo, da so popularnosti tako je ful diktirala pop kultura, ne pač filmi, pol, ne vem, naprimer, da se je popularnost imena Britney povečala zaradi Britney Spears, ne? Ampak in to je najbolj zanimivo, da se pravi, če smo ločili, da obstajajo visoko kakovostna imena pa imena nižjega statusa, da skozi desetletja se visoko kakovostna imena počas premikajo v nižje socialne statuse, gor pa nastajajo nova. Nova, ja, bi si mislil, ja, ker oni hočejo pa verjetno, mislim, oni hočejo pa ta vzeti, da bi se temu izognali, ne, ampak to nič ne spremeni na konc, ker se pač zamenjajo. Ker je bilo tudi noter nekih primerov, kako so pa je nekaj črnskih staršev dali, ne vem, otrokom imena Winner pa take stvari, ne, da bi jim to determiniralo uspeh. Ampak da pač čeprav zelo vidim, da sem narobe povedal. Ok, popravi. Ker je kontraintuitivno, da v bistvu imena se premikajo iz nižjega socialnega statusa do višjega. Ne pa obratno. Ja, mogoče, to bi pa mogoče lahko probo s tem razložiti, da pač so to tisti, ki so pač se uspeli prebiti. Maybe. Ampak da to traja desetletja, piše. Ja, ne sej. Teda, čeprav... Vse to je isto, ko poznaš neko je, da si hipster, zato ker si naredil nekaj, kar še prednje bilo cool. To je pač to, pa moje. Ok, razumem, ja. Ali pa recimo ti začneš neko stvar delati, pa te ne podpira, dokler ti dejansko nisi uspešen. Bolj, ko si pa uspešen, te pa vsi podpirajo, kao, ne, pač na to fora. Mislim, a se premikajo gor ali pa dol, je pač mi zelo smiselno, da v nekem istem časovnem obdobju, da se ne bojo mešala, da boš imel ločeno, ne. Pa se pa čez čas, ampak nikoli ne bojo, po mojem, se uporabljala ista imena. Meni je bilo zanimivo to za Slovenijo, jaz si zelo ne predstavljam, da bi kaj tega našel, ampak mogoče zato, ker toliko prevladuje srednji sloj, ne. Verjetno, ja. Pri nas še vse imamo to srečo. Pa nijamo nismo tako kulturno mešani. Še vse, ko pa na primer Amerika. Ne. Mislim, bolj smo še vse mešano, kar se tiče z državami bivše Jugoslavije in z našimi sosednjimi državami. Ne. Nimamo pa zdaj. Mislim, če primerjaš z Ameriko, nismo toliko multikulti, sigurno. Teda, čeprav pač ime prinese neko socialno stigmo, lahko v bistvu nima nobenega trajnega vpliva na otrokove sposobnosti ali pa vedenje v prihodnosti. In da tukaj pač kar iz teh dveh poglavij vzeti na konc, da je pač zelo pogosto, pa skoraj vedno je ime ali pa neka posebna taktika vzgoje pri otroku 100-krat manj pomembna, kot pa pač razmere, v katere je otrok rojen, pa neki naključni dogodki, ko ga doletijo v življenju, naprimer ločitve ali pa kaj ali pa smrti celo. Ne. To tudi, ja, sigurno, ja. Tako da to je bila odštekonomija. Odlično. Hvala, imate še kakšno vprašanje za me morda? Koliko tega bi lahko zdaj ti že takoj proseb integriral v življenje? Ker sicer nimaš otrok, ne sicer, ampak ali pa recimo ne kar to daj. Ok. Tukaj pri otrokih bi rekel... To je nekaj, to pri otrokih je tako, da to boš mogoče lahko ponuditi pol, ampak pol, ko imaš svoje, to čisto nekaj druge. Ampak rekel bi, da iz tega, da lahko to pač staršem ali pa tistim, ko so bodoči starši, neko olajšanje, ko je zdaj toliko pritiskov iz strani nekih različnih vzgojnih načinov tega, da kaj je dejansko najpomembneje, pa se bo najverjetneje vse dobro končalo. Ne? Se pravi, da daš otroka v vrtec, če je možen, pa
Da se ne seliš. Da imaš stabilno okolje doma, pa da se ne seliš. Pa Dobar, da mu omogoče, da se sam igra, to so bleta zgorne, 4. Mislim, da se sam igra, ampak še vseeno, da ima vrtec na začetku, ne? Ja. Če je šansa. Da mogoče to lahko zdaj neko olajšanje, ne? Ker to so pa neke stvari, ko mislim, da jih večina pač dobrih staršev že zagotavlja, ker jim je to samoumevno, ne? In da so pač to še vedno najpomembnejše stvari. Ne? Drugo za nazaj, kar smo se menili, kaj bi lahko porabil. Torej v bistvu tukaj se lahko kot starš malo razbremeniš, ne? Če tako. Povzamemo. Mogoče tole, da so tolpe tako podjetja, da ti lahko da to neko analogijo strukture delovanja podjetij, pa da pač nisi kriminalc. Ja, pa da bi se v bistvu malo navezal še nazaj na vse, da je boljš biti owner sistema, kot pa delati v sistemu. Ne? To je sicer bolj na našo 13. epizodo vezano, ampak ja. Tako. Pa tudi tole, ne? Kar smo se menila o informacijski asimetriji. Če je kdaj bilo obdobje, ko si lahko, kakor se le da zmanjšaš informacijsko asimetrijo, je to danes. In ne tega pozabiti izkoristiti. Ne biti len. Tudi z orodji umetne inteligence. Da raziskuješ, predno praviš nek nakup. Ne. Sploh, če gre za pomemben pa večji nakup. Tako da, ja. Pa da gledaš na mogoče nek večji, globlji uvid te cele knjige je pa, da ne glede na to, kako znanje imaš, ne moreš vsega predvideti. Ne moreš vedno pač. Skozi se dogajajo stvari, ki se še niso nikoli zgodile. Pa pač skozi so neke stvari, ko bojo dolgoročno vplivale na naša življenja, pa tega zdaj ne vidimo. Nič ni ziher. Ja. Okay. Tako da imejte vedno to, če si čutil za izraz, room for error. Da si lahko prvošiš, da se malo zmotiš v življenju, pa še vse ne bojo šle stvari narobe. Pa zavedanje. Da imaš neko rezervo. Ja, zavedanje, da lahko gre vedno še kaj narobe. Ja. Tako. Nič ne moš do konca predvideti. Hvala, da si prebral tole knjigo. No. Hvala, da ste me poslušali. Hvala, da si vmes lučko naštimo. Ja, z veseljem. Da vam lepo sveti. Naj tudi vam sveti luč. Ne, to pa ne smem reči. Večna luč naj mu sveti. Ne. Naj se vam posveti kakšna dobra ideja. Okay. Hvala lepa. Se vidimo prihodnič v 15. epizodi. Kaj si nor? Se vidimo. Uživajte. Hvala za pozornost. Čau. Drage poslušalke in dragi poslušalci, če vam je bil najin podcast oziroma tale epizoda všeč, se naročite najin kanal, lajkate, subscribite in komentirajte. Ker če ne, vam bo zmanjkalo benzina že v tistem trenutku, ko se lučka pržge. Cin. Kot tvoj avto zvok. Ja.